ni ničesar, vse je prazno. Kje pa pohištvo? Na podstrešju, vse je na podstrešju. Čudna hiša, takole prazna. Včasih ni bila... Kakšen gled! Poglejte, naravnost na jezero se vidi. Pa res, neverjetno. Pa sploh se ga ne opazi, ki je hiša tako skrita med drevjem. Super, res. Kakšno čudovito jezero. Matjaž, a večkrat pridete sem? Pravzaprav nikoli. Zakaj pa ne? Tvojim staršem mora biti res super. Mir, daleč od vseh, hišica sredi gozda, kot v pravljici o Janku in Metki. A je tu doma čarovnica? Hiša je res povezana z nekimi čudnimi rečmi. To zdaj ni važno. Glavno, da se bomo tu zabavali, a ne? Ampak soba je res čudna, takole brez vsega. Poglejmo na podstrešje, mogoče najdemo kaj uporabnega. Kdaj pa pridejo drugi? Aleš jih bo pripeljal. Šli so na naslednji avtobus, tam je kdo posumil, če bi se vsi odpeljali naenkrat. Tu bo odslej naše skrivališče. In nočemo, da zanj izve cela šola. Sploh pa ne smejo izvedeti moji starši. Nataša tudi pride? Zakaj te pa to zanima? Ne me zanima, tole ne bi prišla zraven Nina, moja mlejša pametna sestra. Zakaj jo vzame seboj, se nočeš, da pride? Moram! Mama vedno reče, vzemi samo tudi Nino, ali pa oba ostaneta doma. Ona je še majhna in ti lahko paziš na njo. Super, ne? Ti Miša, a si že videl, kdaj je tak razgled in kakšno nenavadno šumenje prihaja iz tega jezera? Res nenavadno. Poglejte, že prihajajo! Kdo prihaja, kje? Tamle, pred hišo. Super, zdaj bom videla, ko bomo vsi. Tale pot me je pa odhodila. Aleš in David sta hodila 100 na uro. Ja, kaj pa je to? Zakaj je soba tako prazna? Kje pa je pohištvo? Pohištva ni, je pa krasen razgled. Še stolo ni, kaj takega. Poglejte, kakšno krasno jezero. In kako šumi. A ta zvok prihaja z jezera? Še kopali se bomo lahko. Ne, kopali ne. V tem jezeru se nihče ne kopa, ker je nevarno. Ja, če ne znaš plavati. Za vse je nevarno. Nima veze, če znaš plavati ali ne. Zakaj pa je nevarno? Nevarno je pika. No kdo gre z mano na podstrešje, da opremimo sobo? Jaz tudi. Kaj je, Nina? A te bova tlesel samo? Mama hoče, da grem vedno z njim. Pravi, da potem vsaj ve, da ne dela neumnosti. Najbolj tečen brat, kar jih nosi planet. Vam rečem, pa še v Natašo je zaljubljen. Veš kaj, povej celu svojemu bratu, naj najde kakšno drugo, mene pa naj pusti pri miru. No ja, se ni tako grozen. Bom pa povedala, ne si zaljubivate. Povej Mini, ne pa? Ne, rekla sem samo, da ni tako grozen. Ej, če bi vi videli, kakšna krasna drevesa in rastline rastejo tukaj na okolju. Omorike, acer, palmatu. Daj, David, nehaj še za svojo biologijo in pojdi raj za drugimi na podstrešje. Mogoče boš našel kakšno zanimivo suho rožo. A vi boste pa počivali. Tukaj potekajo strašno pomembne razprave o morju. O morju, ampak tukaj je vendar jezero in ne morje. Amor, ljubez zemlji. No kaj pravite, cesti, dolgoletnega, ne? Soba kot soba, ampak drevesa in rastline zunaj. To je čudovito in kako je zaraščeno. Nitrus cinereus. Kaj pa je to, nitrus Nitrus cinereus je, kako ne rečem, borovnica, posebna borovnica. Potem pa reče borovnica, kaj te že v latinščino, ki biologus tečnus. Tvoja nenormalna imena, normalnih rastlin, ker meni tudi na živce. Višli kupa, mogoče tukaj. Matjaž, nisi rekel, da bomo v jezeru, drugače bi vzela samo kopalke. Saj se lahko kopate brez kopalk. Kar misli si? A si zmeša res kopalk? Kaj pa še, kar sam sedaj. Ne upate, Rekel, da je nevarno. Bomo se kopali. Seveda
kупali, a ne punce? Zate mogoče ne varno, ker nimaš rokavčkov. Dokaj pa se zgodi kaj podobnega kot pred leti. Kaj pa se je takrat zgodilo? Moj dedek je dal 4 turistom tole hišo najem. Očitno so se kupali v jezeru, Ker nobeden se ni več vrnil. Gotovo so spakirali in odšli brez plačila. Čisto jasno. Ne, vse so pustili v hiši. Obleke, kufre, vse. Njih pa ni bilo več. Moj dedek je rekel, da jih je gotovo uničila en kolsa. Kaj pa je to za ena bedarija? En kolsa. Pravijo, da je en kolsa nenavadno bitje, ki biva v tem jezeru. Z čudovitimi glasovi privabi ljudi v vodo in nihče več se ne vrne. To je pravljica, neumna pravljica. Menda ne boš mislil, da bomo danes še verjeli v take pravljice. Kako hočete, tako pravi legenda. Zato ima jezero včasih tak čuden glas, tako nenavadno šumi. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, dobrodošli na naši modni reviji. Predstavljamo vam najnovejše modele direktno iz Pariza. To, kar boste videli zdajle, bo v naslednji modni sezoni hit številka 1. Najprej si poglejte čudovit model za naslednjo zimo in poletje. To obleko namreč nosite kadarkoli, po zimi in poleti, saj je njena odlika neverjetna praktičnost. Prosim! Predstavlja visoko modo, nizkih čevljev in starih oblačil. Modeli smo poimenovali Super, Cool, Cool, Mega, Gej! Čudovit klobuk pokriva njeno najnovejšo pričesko. Bivanje je elegantno poskakujoče. Manekenka se namreč ukvarja s športom, predvsem pa izredno rada in dolgo pleše. Manekenka Jane predstavlja čudovito eleganco najnovejših čevljev, ki zahtevajo nekaj akrobatskih spretnosti, predvsem pa so zelo lepi. Primerni so za kakšne početnice priporočamo največ 2 minuti. Pred uporabo se posvetujte svojim ortopedom ali smučarjem. Ukvarjanje športa na lastno odgovornost. Primerno za avanturiste, ki namesto čevljev raje nosijo gips. Sami model. Njegove oblike sta velika obljubnost in prostornost. Obleka ni prevelika, je le dokaz ustvarjalnosti naših modnih kreatorjev. Na sprehodu lahko ob dežju v obleku skrijeta celo svojega psa. Enostavno, Kaj je vse na podstrešju polne omare cun? To je obleka mojega deda. Se mi je zdelo, da je večji od tebe. Deda ni več, ko sem bil star. 2 leti je umrl v tej hiši. Je bil bolan? Sploh ne. Zdravniki sploh niso gotovili, zakaj je umrl. Tudi zato starši ne marajo te hiše. No, meni je pa prav všeč. Podstrešje, polno skrivnosti, gozd, skrito jezero. In lepote in kulse. Kaj? Menda tu straši strašna in kulka, ki te potegne v jezero, te spremeni v vodno prah. Vrstajte se. Jasno drama. Kaj me brigajo vaše in kulse? Neizzive nesreče. Liha, mogoče pa res nevarno. Figo nevarno. Ne budite take ribe. Nekdo gre z mano? Grem pa sam. Nisi tak strahopetec kot vi.
spad pod streše. Jaska še sploh nisem videl. Jaz tudi ne, pojdijo. Matjaž, a je tisto v enkoli si res? Hej pa Jasmin, tako pripovedujejo. Sliši se grozljivo, če seveda verjameš. Poglejte, Miha se res popatna. Zdaj pa je zginil. O, jaz ga vidim, poglej tamle na levi. No, je pa dober plavalec. Poglejte, že kravlo vlada. Zdaj ga pa ne vidim. Jaz tudi ne, kar naenkrat je. Nekje zadaj plava. Prepričana sem, samo tukaj se ne vidi. Kaj, če bi šli k jezeru in ga poklicali? Ja, pojdimo. Samo ne vihta bo. Ampak kar nalepen in tako blizu. Zdaj se bo Miha hitro vrnil. Boste videli. A ste videli Miho, kako dolgo plava? Opazovali smo ga iz podstrešnega okna. Potem pa je naenkrat grozno zagromelo. Tu je samo zvok, saj veste, tu je samo hrup. A nehaš gledavati? Hotel sem samo razložiti. No, Miha je po gromu na vsak način izginil. Nehaj, ni izginil. Nekje čaka, da bo nehalo deževati. Upam, da se ni zatekal pod kakšno drevo. Vodi tudi ne sme ostati. Vedno isto. Najprej čudno šumenje jezera, potem pa strašna nevihta. Poglejte, kakšno neumje. Revno se pripogiba čisto do tal. Takega še nisem videla. Stop. Mihe ni, preprosto je izginil. Pregledali smo vse. Pa še Robertu izpodrsnila na travi. A te zelo boli? Malo že. Upam, da si nisi stroga hlač. Mama bo znorela. Si ti ena tečna sestra. Pokaži, bom pogledala. Bom jaz pogledal. Ti se ne razumeš. Zakaj pa ne? Moj oče je veterinar. Seveda, med mačko in Robertom ni nobene razlike. Ne. Nehajta! Miha še zmeraj ni. Vidno se pa prebirata. Poglejte, gledala dobiva tako čudno barvo. Mene strah. Kolca. Jaz imam te hiše čisto zadosti. Gremo domov. Čez 1 uro pelje zadnji avtobus, še malo pa bomo lahko odšli. Samo poglej, kako treska in se bliska. Tu bomo morali prestati. Kaj? Tukaj? Jaz že ne. Na tleh pa ne bom spala, nikoli. Ali pa v taki nevihti skozi gozd. Samo poglej, kako treska in se bliska. Pa še Miho moramo najti, če niste pozabili nanj. To je grozno. Kaj je grozno? Da bomo prespali tukaj. Zakaj je grozno? Hiša je po noči grozna. Vse poka, škriple, šumi. Po hiši hodijo duhovi. Kakšni duhovi? Lepo te prosim, a si spet preveč gledal televizijo? Duhovi 4 turistov in mojega deda. Kje pa si dobil tole? Na podstrešu. Superska imate, Matjaž, ne super. Mi smo te pa že povsod iskali. Lepo, da vam ni se eno zame. Hvala. Iz takih reči se ne smeš norčevati. Zaradi tebe smo zamudili zadnji bus. No, zaradi nevihte bi rekel. Kaj, tukaj bomo ostali? No, oče bo znorel. Sploh ne ve, kje sem. Kaj pa jaz? Če bodo videli, da ni dovolj ne mene, ne moje sestre, ki jo moram povsod vlačiti zraven. Naj jo bo začela iskati vsa policija tega sveta. Seveda, čez Amerike bodo prišli iskat mojega slavnega brata. Enkrat bom slavni, da veš. Zakaj pa, ker se zna zavezati čevlje? Veš, kaj za mana? Nehaj ta! Raje poglejmo, če ima kdo še kaj. Tako lačen sem, da bi pojedel slona. Meni bi bil pa dovolj majhen sendvič. Saj si lahko sami priskrbimo hrano. V naravi ni nič nekoristnega. Res sem sita tvojih pregovorov. Potem je rabiš hrane, če si sita. Tebe sem, dosti imam in v želodcu mi kruli. Se pravi, nahranimo se lahko z najhljivih
panicami, naberemo bombe. In jih pojemo surove, okej? A si ti videl tu kakšno posodo, pa štedilnik? Hej, videla, da bi bila zdaj doma. Pa zdaj me tudi tukaj, če lahko pripomnim. Matjaž, nikoli več ne pride sem. Meni ne čudi, da tvoje starše ne marajo te hiše. Meni je tudi zobno. Jezero je res nenavadno. Ko sem začel plavat, je začelo tako šumeti, da sem od strahu skoraj utonil. Potem naše posod iščejo, tudi po televiziji so naše fotografije. Vsi so žalostni. In hudo je, da so bili tako grozni. Kaj? Kdo pa je bil grozen? Ja, starši, učiteljice, Alenka, trener, pač vsi od nas. Z mano že niso bili. Se z mano tudi ne, samo tako fino se sliši. Moja mama. Hej, se jokate in se smilite sami sebe. Nobenega smisla za avanture nimate. Nehaj! Bomo več prespali tukaj. David ima prav, Matjaž, a imate kaj puštelje? V sosednji sobi. Potem pa predlagam, punce grejo tja, fantje ostanete Nataša, a lahko malo počakaš? Kaj pa je? Nekaj bi te rad vprašal, no. No, pa vprašaj. A bi ti šla se veš enkrat eno nedeljo? Ja. Gledat nogometno tekmo, da bi skupaj navijala. Jaz? Na nogomet? S tabo? Ja, gledat mojo najljubšo ekipo. Poslušaj, prvič ne maram nogometa, drugič ne maram nogometašev in tretjič ne maram tebe. Če pa je trikrat proti nogometu, bom se moral poiskati eno drugo, ki mi bo všeč. Zaljubljenci morajo imeti iste interese. Ali pa saj skupne ljubezni do nogometa, to je predpogoj. Nataša te nema, Lahko noč. Miš, netopir, žirafa, lev, geopard. Pozdravljeni! Kako slabo sprav. Nekdo je ves čas hodil okoli. Mogoče so bile punce, ki je bilo strah, pa so šle. Kaj punce, kaj z nami? Nič. Poglejte, zjasnilo se je in jezero je kot ogledalo.
gratis na hobe, jutro že, če še nisi opatil. Ja, in končno lahko gremo domov. Jaz nočem več biti tukaj. Tako slabo sem spal. Ves čas je nekje tekla voda. Jaz pa sem sanjal, da sem bil kralj Pragozda. A si bil levji kralj? Ali pa Tarzan. Pa daj, Miha, to sploh ni več smešno, ampak samo neumno. Snemi že to juho. A hočeš, da to spet storimo mi? Ti si kot meni na to. Vse igrice ponavljaš 1000-krat. Snemi! Tako dobro sem spal na podstrešju. Spočil sem se. Kaj pa vam je? Kaj sem naredil? To pa nisem jaz. Spoštovani obiskovalci, v imenu Katoliško-prosvetnega društva Šmihev vas vse prav prisrčno pozdravljam in me veseli, da ste se v tako lepem številu zbrali, da ste si ogledali prvo premiero gledališke šole otrok, učenk in učencev, ki že 3 leta obiskujejo našo gledališko šolo in so se prvič predstavili z daljšo samostojno predstavo. Dragi otroci, bili ste zelo dobri, super ste se naučili besedilo, odlično ste igrali, vedeli ste, kako se morate obračati na odru in to ste naredili vse zelo, zelo lepo. Tu na moji desni začnem z Janom Krivograd, potem je Noel Winkler, potem je Hanna Mödriča, Viktorija Šumnik, Anja Cerar, Leja Novak, Magdalena Mödriča, Luka Krivograd, Daniel Milač, potem imamo tam Davida Pečovnik, Julijana Tomažej in pa Klemena Pečovnik. Z igralkami in igralci je delala naša dolgoletna režiserka in pa vodja naše gledališke šole Alenka Hein. Draga Alenka, lepo prosim, pridi med tvoje igralce, da ti bomo čestitali in se ti zahvalimo za vse tvoje delo. Ste danes videli, je res sad dolgoletnega dela in ti otroci so pokazali, koliko se lahko v teh urah naučijo. In zato še enkrat hvala lepa, Alenka, tebi za vse tvoje delo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi Martinu Opetnik, ki je uredil to tehniko, da so naši igralci bili vedno dobro razsvetljeni in da smo jih dobro videli. Najlepša hvala. Najlepša hvala vam za obisk in vam želim danes še lep večer. Vam pa hvala lepa.